Že 5 let vodite sam Zavod za turizem in kulturo in tudi tokrat je občinski svet prižgal zeleno luč za naslednjih 5 let. Seveda najprej iskrene čestitke in pa kakšna je vaša nadaljnja vizija, nadaljevati to, kar ste začeli? Ja, seveda, hvala najprej za čestitke. Seveda je pomembno, da nadaljujemo to delo, ki smo ga začeli nekako leta 2010. S tem, da so se seveda razmere tudi malo na področju turizma spremenile. Hkrati se mi pa zdi zelo pomembno, da udejanjimo tudi nacionalno strategijo Slovenije, ki pravi nekako takole, da je Slovenija zeleni butik edinstvenih nastanitev, doživetij in pa kulinarike. To pomeni, na tej butičnosti bo pač treba delati v naslednjem mandatnem obdobju, skupaj ne samo s turističnimi ponudniki, ki so že sedaj na zemljevidu destinacije Radolca, ampak tudi v bistvu z vsemi prebivalci, kajti vsi, ki nekako razmišljajo, kako bi lahko mogoče našli priložnost v turizmu, so tisti, ki jih želimo nasloviti, da bi destinacija v prihodnje res razvijala tiste najboljše produkte, butične, tiste, ki bodo k nam pripeljali turiste, ki bodo spoštovali našo naravo, našo kulturo in nam na en način pomagali soustvarjati trajnostni turizem. Opažate sedaj seveda verjetno večjo populacijo domačih gostov ali tudi že tuji prihajajo sedaj v Radovljico in okolico? Ja, trenutno opažamo domače goste in moram reči, da smo teh res veseli, kajti Radovljica mogoče med slovenskimi gosti do sedaj ni bila poznana kot neka počitniška destinacija, tako da sem tega vesela in nam v bistvu to nekako nalaga, da v prihodnje tudi delamo več na domačem trgu. Hkrati pa opažamo tudi precej gostov iz Nemčije, kajti v Nemčiji so se v določenih delih začele počitnice poletne, torej so k nam prišli že tuji gostje, kar smo veseli, ampak seveda je tega turizma precej manj kot lani in seveda ga bo precej manj tudi na koncu leta. No, vsekakor pa ste ponosni, celotna destinacija na Michelinov zvezdico, ki jo je pred kratkim dobil Uroš Štefelin in njegova ekipa. Ja, res, to je res izjemen dosežek Uroša Štefelina. Ta Michelinova zvezdica je v bistvu tudi samo destinacijo Radolca na ta način pripeljala na kulinarični zemljevid sveta in sigurno bo v bodoče vplivala na to, da bodo k nam prihajali gostje, ki so pač navdušeni nad vrhunsko kulinariko, in to je že neki znak, da destinacija ne samo na tem kulinaričnem področju, ampak tudi na drugih področjih mora delati v smeri, kot sem že prej rekla, butičnosti in edinstvenosti. Hvala lepa in uspešno tudi naprej. Hvala tudi vam za pogovor.